Torej, naslednji govornik bi moral biti dr. Blaž Torkar z naslovom referata za ključne operacije Jugoslovanske armade in osvoboditev Slovenije. V njegovem imenu bo referat prebral dr. Tonček Kregar. Prosim. Hvala. Konec druge svetovne vojne je bil v zmagovitem partizanskem taboru skrbno načrtovan projekt, kjer je bilo le malo stvari prepuščenih naključju. Na razvoj vojaških operacij v zadnjih 2 letih vojne v Jugoslaviji in Sloveniji je najbolj vplivala nemška odločitev, da bodo evropsko trdnjavo branili tudi na Balkanu. Vrhovno poveljstvo nemških oboroženih sil je Jugoslavijo obravnavalo kot obrobno bojišče nemško-sovjetske in v manjši meri italijanske fronte. Za Nemce, ki so se v Jugoslaviji držali načela deli in vladaj ter strahovlade, je bilo pomembno, da imajo pod nadzorom glavne jugoslovanske komunikacije in večja industrijska mesta. Pretežni del enot, s katerimi so Nemci razpolagali v Jugoslaviji, so bile tako imenovane drugorazredne enote. Wehrmachtovih enot je bilo malo, saj so prednjačile rezervne policijske in Waffen-SS enote. Naslanjali pa so se tudi na kolaboracionistične enote in enote tako imenovanih petokolonašev. Na načrtovanje sklepnih operacij osvoboditve Jugoslavije leta 1944 so vplivali vojno-strateški in politični razlogi, zato je vrhovni štab Jugoslovanske partizanske vojske težišče vojaških operacij prenesel na Srbijo, kjer je pomembno vlogo odigrala tudi Rdeča armada, eden od glavnih ciljev pa je bilo tudi uničenje četniškega gibanja. Drugi cilj je bila osvoboditev Dalmatinske obale, saj bi z njeno osvoboditvijo odpadli vsi razlogi za anglo-ameriško izkrcanje. Obramba Srbije, kjer je bila državljanska vojna najbolj izrazita, je temeljila na heterogeni koaliciji kolaboracionističnih frakcij, vključno s četniki Draže Mihajlovića. Zaradi prestopa Romunije in Bolgarije na sovjetsko stran so Nemci morali improvizirati novo obrambno linijo na Donavi in Banatu. V Bosni in Hercegovini so izpraznili več območij, Drvar, Jajce, Donji Vakov, Bugojno, ki so bila v zadnjih letih prizorišče srditih spopadov s partizani. Do začetka novembra je nemška armadna skupina E zapustila Grčijo in Južno Albanijo ter se umikala preko Makedonije, Kosova, delno preko Črne gore v dolino reke Bosne, vzdolž Drine in Srema z namenom, da bi utrdila obrambne položaje ob mejah neodvisne države Hrvaške. Konec leta 1944 so bile Makedonija, Srbija in Črna gora v partizanskih rokah. Bosna in Hercegovina, Slovenija in NDH pa le delno, saj so bile na teh ozemljih poleg partizanskih še vedno navzoče nemške in kolaboracionistične enote. Hitler je ukazal, da je potrebno zaščititi Pavelićevo Hrvaško pred boljševiško nevarnostjo, zato se je tudi del nemške armadne skupine F umaknil v Srem. Tam so Nemci oblikovali močno obrambno linijo, tako imenovano Sremsko fronto, da bi preprečili prodor Rdeče armade in partizanov na Madžarsko in Hrvaško. Sremska fronta je zahtevala veliko število žrtev na strani jugoslovanske vojske, še posebej med mladimi srbskimi rekruti, ki so se na Sremski fronti znašli brez vojaških priprav, brez oficirjev veščih frontalnega vojskovanja in brez prave zaščite. Poseg Rdeče armade v Srbiji in osvoboditev Beograda je korenito spremenil strateški položaj na Balkanu, saj je partizanom dal možnost, da se učinkoviteje spopadajo z Nemci in drugimi kolaboracionističnimi enotami v zadnjih bojih za osvoboditev Jugoslavije. Pri tem je treba poudariti, da je Stalin veliko pripomogel k oborožitvi Jugoslovanske armade, kakor tudi k njeni reorganizaciji. Prisotnost Rdeče armade v Srbiji je imela tudi negativne posledice. Medtem ko je partizanska vojska ohranila disciplino, so rdeči armejci plenili, tu in tam pobijali nedolžne, se zaničljivo vedli do partizanov, posiljevali ženske, popivali in prirejali orgije. Na zahodnem krilu obsežne fronte nemškega vrhovnega poveljstva za jugovzhodno Evropo pa stvari niso potekale tako gladko. Brez italijanskih garnizij so nemške enote težko ohranjale močne postojanke na dalmatinskih otokih in obali. Brez nadzora nad otoki je bila obala praktično brez obrambe, enote pa niso mogle več prejemati oskrbe po morju. Nemci so zato poleti 1944 izmenično izvajali izkrcanja in ofenzive, da bi odbili partizanske napade, hkrati pa so se spopadali s čedalje večjim pritiskom. Nemški umik z celotne dalmatinske obale je prisilil preostale nemške enote, da so se umaknile na linijo Sisak, Karlovac, Mostar, Gacko. Hkrati je bil vzpostavljen nov obrambni položaj pri Kninu, ki naj bi preprečil nadaljnje partizansko napredovanje proti severozahodu. Nemci so skoraj do konca vojne vztrajali pri svoji strategiji držanja položajev, tako iz političnih razlogov, podpora Pavelićevi Hrvaški, kot vojaških.
Šele v začetku maja 1945 so nemške enote prejele ukaz za umik svojih enot, verjetno, na staro avstrijsko mejo in istočasno poskušali doseči dogovor z zahodnimi zavezniki, po katerem bi jim bodisi dovolili, da se predajo, bodisi bi jih uporabili kot pomožne varnostne sile ali pa bi jim celo zagotovili strelivo, da bi lahko nadaljevali boj proti partizanom. Razmere v Jugoslaviji leta 1945 so od jugoslovanske partizanske vojske zahtevale temeljito reorganizacijo enot, ki so se številčno povečale, vojaške operacije v Jugoslaviji pa so zahtevale vse večje spremembe na področju vodenja in poveljovanja ter načrt usklajevanja vseh zaključnih operacij za osvoboditev Jugoslavije. Jugoslovanska partizanska vojska se je reorganizirala tako, da so bile 1. januarja 1945 na osvobojenem območju Jugoslavije formirane 1., 2. in 3. ter kasneje še 4. armada. Nato se je 1. marca 1945 Narodno-osvobodilna vojska preimenovala v Jugoslovansko armado, ki je čez zimo prešla v frontalni način bojevanja od Drave prek Srema do Bosne in severnega Jadrana. Generalštab Jugoslovanske armade je že v svobodnem Beogradu še pred koncem zima 1945 razvil svoj vojaški načrt, ki je predvideval sodelovanje Jugoslovanske armade v 2 kleščnih prebojih proti severozahodu. Ob Dravi na Koroškem ter v zaledju Jadranske obale do Soče in na zahodno Koroško. Načrt tako zastavljenih vojaških operacij je torej pomenil, da je novo jugoslovansko politično vodstvo načrtovalo v svoja brez dvoma težka diplomatska pogajanja o spremembi meja vključiti dodaten argument prednost vojaškega posedovanja spornih ozemelj. Na slovensko ozemlje se je proti koncu vojne zatekalo tudi vedno več okupatorjevih in kolaboracionističnih enot. Spomladi 1945 je generalštab Jugoslovanske armade predlagal, da se glavnina slovenske partizanske vojske umakne iz slovenskega ozemlja, saj je obstajal strah, da bo v sklepnih bojih z okupatorskimi enotami povsem uničena. Slovensko partizansko vodstvo je sklenilo, da njihove enote ostanejo v Sloveniji, kar je potrdil tudi vrh jugoslovanskega osvobodilnega gibanja. Slovenske partizanske enote so postopoma vključevali v Jugoslovansko armado in sicer v njeno 3. in 4. armado, ki sta skupaj s 1. in 2. armado predrli na območje Slovenije. Na vzhodnem delu naše domovine je bila januarja 1945 ustanovljena prekmurska partizanska četa, ki je po skupnih bojih z Rdečo armado 3. aprila 1945 vkorakala v Mursko Soboto. Medtem je zahodni krak 4. armade izvedel nagel pohod čez Liko in Hrvaško primorje do Trsta in nato na Koroško. Aprila je 4. armada razbila nemško obrambo, prišla v Gorski Kotar in prodirala v Istro ter proti Trstu. Drugi del prodora je šel proti Ilirski Bistrici in Pivki, večino nemških in kolaboracionističnih enot so v tem delu obkolili med Reko in Klano ter kasneje v zaledju Trsta. Uspešno napredovanje enot Jugoslovanske armade je omogočilo tudi osvobojeno ozemlje ob izviru Kolpe, na južnem Kočevskem in v Beli krajini, ki so ga uspešno branile enote 7. korpusa. 9. korpus je imel nalogo, da izvede ofenzivo v sovražnikovem zaledju, prodira po dolini Soče, osvobodi Gorico in Tržič, Monfalcone ter prepreči prihod nemških okrepitev iz Italije. V Trstu sta se slovensko in italijansko protifašistično gibanje, ki ga je vodila ilegalna slovenska komanda mesta Trst, začela pripravljati na vstajo. 28. aprila 1945 so se začeli boji za Trst, ki je bil osvobojen do 1. maja 1945 z usklajeno dejavnostjo vstajnikov, akcijami 9. korpusa v zaledju in prodiranjem 4. armade. Ko je 2. maja 1945 prišla v Trst kolona druge novozelandske divizije, je bil Trst razen nekaj točk odpora, ki so jih Nemci držali zaradi tega, da bi se predali zaveznikom, že osvobojen. Tudi Gorico so osvobodili partizani, v njej pa sta se namestili tako anglo-ameriška kot jugoslovanska vojska. V naslednjih dneh so potekali boji za osvoboditev Srednje Slovenije. Motoriziran odred Jugoslovanske armade je iz Trsta krenil proti Koroški, vendar ga zavezniki niso spustili čez predel, zato se je prebil čez zasneženi Vršič in se v Kranjski Gori spopadel z nemškimi enotami. Slednje je že predtem napadel jeseniško-bohinjski odred, ki je tudi odšel na Koroško. Kokrški partizanski odred je 4. maja osvobodil ujetnike v Begunjah, nato pa odšel čez Karavanke do Bistrice v Rožu in Borovelj. 8. maja je skoraj sočasno z zavezniki prišel v Celovec. V severni Sloveniji, ki je bila glavna smer umikanja nemških in kolaboracionističnih enot, so hudi boji potekali še po 8. maju 1945, ko je že veljala splošna kapitulacija nemških oboroženih sil v Evropi. Na Koroško je odšla čez 14. divizija, ki je svoje enote razporedila po vsem narodnostnem ozemlju.
Po preboju Sremske fronte so prva, druga in tretja jugoslovanska armada potisnile glavnino nemške armadne skupine E v smeri proti Avstriji, in sicer po krajši poti čez Celje in Dravograd. Glavnina nemške armadne skupine E je bila skupaj s kolaboracionističnimi enotami obkoljena v šibkem partizanskem obroču v Celjski kotlini na Koroškem. Nekaterim enotam se je uspelo prebiti na avstrijsko Koroško, glavnina s poveljnikom generalom Aleksandrom Lörom na čelu pa je v Topolšici severno od Šoštanja podpisala vdajo. Šele 15. maja 1945, teden dni po uradnem koncu vojne, so se na Poljani na slovenskem Koroškem vdale zadnje nemške enote. V sklepnih vojaških operacijah Ljubljana ni prišla v ospredje glavnih spopadov, saj so partizanske enote slovensko ozemlje osvobajale v obliki klešč. V Ljubljani so se tako zbrale okupatorjeve enote iz Ljubljanske pokrajine in zasedle zunanjo obrambno linijo Sostro, Zadvor, Orle, Lavrica, Bevke, Lok, Horjul, Vrznenec. Nanje so pritisnile enote 29. hercegovske udarne divizije in slovenskega 7. korpusa, ki so se začele približevati Ljubljani. 9. maja so se nemške in domobranske enote umaknile skozi vrzel proti Kamniku in Kranju in na avstrijsko Koroško. 7. maja 1945 so se razneli hudi boji na vsej obrambni liniji. Najmočnejša je bila sovražnikova obramba na Orlah, ki jo je 15. partizanska brigada strla 9. maja ob 3. zjutraj. Čeprav je brezpogojna kapitulacija vseh nemških oboroženih sil začela uradno veljati že 8. maja 1945. Ob 5. uri zjutraj 9. maja sta sirena na glavnem kolodvoru in velika zastava na gradu mestu oznanili, da je konec 4-letne okupacije. Ob 6:30 se je prvič oglasila znamenita kukavica radijske postaje Radija Svobodna Evropa. Ob 8:45 so se slavnostnemu razpoloženju pridružili zvonovi vseh ljubljanskih cerkva. Ljubljanska brigada je na magistratu izobesila slovensko zastavo in s tem simbolično oznanila osvoboditev mesta. Partizanske enote so zmagovalno korakale v mesto, kjer jih je prebivalstvo sprejelo z velikim navdušenjem. Partizansko gibanje je z zavezniki sodelovalo na več nivojih. Ključni pa je bil vojaški, ki je bil povezan z velikimi zavezniškimi operacijami v Italiji in v Franciji. Jugoslovansko ozemlje za zahodne zaveznike ni bilo strateško pomembno območje, zato tudi niso izvedli zavezniškega izkrcanja, saj niso želeli, da njihovi vojaki brez potrebe krvavijo na jugoslovanskih tleh. Zavezniško izkrcanje je bila Churchillova ideja, ki pa so jo odločno zavračali v vrhu britanske vojske in politike. Še posebej pa so bili proti Američani. Kljub temu je bil propagandni učinek zavezniškega izkrcanja močan in je vplival tako na delovanje partizanskih in okupatorjevih enot v Jugoslaviji. Zavezniki so partizane podpirali z vojaško pomočjo in s podporo manjših gverilskih sabotažnih zavezniških enot, ki so pomagale partizanom v skupnih akcijah proti okupatorskim enotam. Moč partizanskega gibanja so videli predvsem v uničevanju nemških komunikacij, operacija Radweg in Berskin in zadrževanju nemških enot na Balkanu. V svoji odločitvi o podpori Titu zavezniki niso bili zavedeni strani Tita ali raznih komunističnih agentov, ki so bili vrinjeni v britanskih tajnih službah, kot to radi poudarjajo nekateri teoretiki zarot. Podobne teorije zarote se pojavljajo v zvezi z izgubo dela osvobojenega ozemlja v Julijski krajini na Koroškem, ki ga je morala jugoslovanska armada zapustiti po koncu vojne. Zaveznike je v Jugoslaviji vodilo preprosto načelo: podpiram tisto gibanje, ki se aktivneje bori proti nacifašizmu. In to so bili partizani. Britanci so informacije o tem, kdo se aktivno bori proti okupacijskim silam v Jugoslaviji, dobili preko operacije Ultra. Iz dešifriranih nemških poročil iz Jugoslavije je bilo jasno razbrati, kdo je največji nemški sovražnik v Jugoslaviji. Spomladi 1945 je jugoslovansko partizansko gibanje uveljavilo v pogovorih z Anglo-Američani in Sovjeti pravico, da jugoslovanska armada sodeluje v zaključnih operacijah kot avtonomna zaveznica na ozemlju med Jadransko obalo in Dravo, seveda v okvirih dogovorjenega zavezniškega načrta. S sporazumom med jugoslovanskim partizanskim odporniškim gibanjem in kraljevo jugoslovansko vlado v Londonu, ki je nastal na pritisk zaveznikov, je bilo doseženo soglasje o oblikovanju nove jugoslovanske države, ki naj bi temeljila na federalizmu. O političnem sistemu naj bi se odločalo na svobodnih demokratičnih volitvah po koncu vojne in, kar je najpomembneje, federalizem je Slovencem potrjeval oblikovanje notranje državnosti. Jugoslovansko partizansko gibanje je kljub anglo-ameriškemu nestrinjanju imelo v svojih vojaških ciljih načrt končati vojno za zmago, ki bo segla preko jugoslovanskih meja do slovenskega etničnega ozemlja na zahodu in severu.
Notranje politično je to lahko veljalo za osvoboditev etničnega slovenskega in hrvaškega ozemlja, mednarodno politično pa je nova oblast začela poudariti zahtevo, da dobi Jugoslavija svoje okupacijske cone, kajti jasno je bilo, da zgolj vojaško posedovanje teh ozemelj ne bo dovolj. Odnosi med zahodnimi zavezniki in jugoslovanskim osvobodilnim gibanjem so se proti koncu vojne vedno bolj zaostrovali. Zahodne zaveznike je motila predvsem večja partizanska naklonjenost sovjetskemu zavezniku in želja po komunističnem prevzemu oblasti. Do še večje zaostritve je prišlo zaradi Istre, Trsta, slovenskega Primorja in Koroške, kjer so se tudi srečale anglo-ameriške in jugoslovanske enote. Nazadnje je bila Jugoslavija prisiljena sprejeti delitev osvobojenega ozemlja na zahodu na anglo-ameriško in jugoslovansko cono in se morala umakniti enote iz Koroške. V zadnjem letu vojne je partizanska vojska oziroma jugoslovanska armada postala izjemno močna in disciplinirana vojska, v kateri so monopol imeli komunisti. Prevlada komunistov je bila z vidika pluralizma in demokratičnosti slaba, z vidika vojaške učinkovitosti pa je bila dobra, kar se je odrazilo v osvoboditvi slovenskega etničnega ozemlja, ki je deloma predstavljal tudi etnično mešano območje. Partizanski boj se je končal z veliko zmago, vendar tudi s pokoli, katerih žrtve so bili nasprotniki režima in okupatorjevi sodelavci. Dolgoročni strateški načrt vodstva jugoslovanskega osvobodilnega gibanja ni bil izpolnjen celoti, saj so deli Koroške po vojni pripadli Avstriji, deli Julijske krajine pa Italiji. Slovenija je po vojni dobila večji del Primorske in izhod na morje, kar ni bilo nekaj samoumevnega. Premik slovenske meje proti zahodu je bil dosežen s številnimi žrtvami in napori partizanskih borcev ter napornih pogajanj na pariški mirovni konferenci. Partizani so konec vojne dočakali na zmagoviti strani protifašistične koalicije in zavezništvo je ostalo trdno vse do konca vojne v duhu skupnega cilja, ki je bil zmaga nad fašizmom in nacizmom. Hvala lepa.